tesno, pošušti mene, epizoda številka 7. Ses, očo, noe, deči. Malo bomo do 10, malo ješ dobil eno knjigco, ki si je zaželel prejšnji teden. Pošušti mene z Joštom. En lep pozdrav, dober dan, dobro jutro, dobro večer, sladke sanje. Vsem lepo pozdravljeni v tej novi epizodi Pošušti mene podcasta z Joštom. Kako ste vsi? Odlično. Slišim same afirmativne odgovore na to vprašanje, kar je super. Jaz sem vaš guru, ki vas spremljam vsak dan. Dajem dobre nasvete, 2-krat na teden, tako je, 2-krat na teden. Jošt, a si v redu? To je po 2 dneh že drugi podcast ta teden. Are you okay, my man? Ja, seveda, da sem v redu, dragi dementni poslušalec. Kaj sem pa napisal v bio na Instagramu? 2-krat na teden. 2-krat na teden pošušti mene za vaše ušesne luknje. Tako je. Ne morem verjeti, da smo v tem času, ko Jošt lahko reče z veseljem, Jošt gre delat. Jošt gre nazaj delat. Kaj to pomeni? Naslednji ponedeljek sem pripravljen. Po nesreči sem se rehabilitiral, nogo utrdil, močna, je zrihtana, tako bom rekel. Je v redu, bila je boga, ampak zdaj sem pripravljen nazaj delati. Glej, na kolesu ni problem, še dodatno mi pomaga, ker lahko razgibam. Mečkam sem imel še vezi, boge, ampak to pač ne more pomagati, to bo čas. In jaz ne morem biti več doma, jaz pogrešam nazaj iti na kolo, furati okoli, se zabavati in to je to. Človek ima sam toliko potrpljenja biti sam s sabo. Mogoče zato ne bi smel podcasta snemati več sam. Ne, bomo še videli. Ampak v tem primeru uživamo v tem. Naslednja stvar. Ziher si vsi razmišljate, Jošt, take dobre volje si, kako je to mogoče ob teh urah. Najprej vam bom rekel, vse oni, ki sprašujete, kako sem oblečen. Povedal bom, 3 kose oblačil imam na sebi. Najbolj aktualni so vedno hlače, majica in mogoče nogavice. A pa čevlino. Copati, hlače, majica, to je logična, za doma obleka. V mojem primeru, japanke, ker sem hot under my feet. Druga zadeva, gate, zato da skrijem mojo sramoto. Tretja zadeva, kapa na glavi, zato ker če me zebe. In to je vse, kar rabiš. Moja telesna temperatura je uravnana na pičnih 19,7 stopinj. Čakajte, to nima logike. Popravljamo. Moja telesna temperatura je uravnana na pičlih 37,89 stopinje in da se počutim izjemno. Po mojem sem še malo bolj vroč. Ampak to pa je že tako vem. Naslednja stvar. Najlepša hvala vsem za podporo. Moja 6. epizoda podcasta je bila odlično sprejeta. Hvala vsem množičnim poslušalcev, ki ste me poslušali. Hvala vsem, ki ste tudi za nazaj kakšni šli poslušati. Podcast Pošušti mene je šel v 3. gir in to delamo, kolikor je treba. Lej, sem rekel, vsi veste, kako to gre. Ogledi gor, Joštov ego, še višji. Hmalo bom začel okoli nositi z mojim merčem, bom ga začel prodajati na Redbubble, začel se klicati s kakšnim nicknameom, pa seveda predober sem pol za moje stare prijatelje, to je dejstvo. Zdaj, ko sem celebrity podcaster, to je to, Lej, ko ima še enkrat 30 rednih poslušalcev, škva je to? Mislim, bilo bi že zdaj, kaj če kar rečem, v ponedeljek jebeš to službo. Prijem tja, rečem, veš kaj je, jebete se vsi, jaz bom delal podcaste, 30 rednih poslušalcev, glej, vsak mi plača 33 evrov na mesec, koliko je pol to? 990 evrov, 1000 evrov, slovenska plača, bejam, pa še obdavčati ga ni treba, kaj to naredim kot donacije, stari, same dobre ideje, ok, please donate down below. V redu. Teme za danes. Kaj je kaj tacga? Imamo kar svežen različnih zadev, obsežen svežen, da jaz prelistam na mojem lističu. Ga slišite? Ja, da veste, da je to uraden, da je to resen podcast, kjer se pogovarjamo o resnih temah. Tako. To ni za otroke. To ni tako, kot zdaj YouTube hoče, da za vsako stvar še dodatno potrdim. Is it child friendly? Is this content for children?
Ja, bejšno, jaz vedem, da je. Ne vem, kako so tuji otroci, ampak slovenski otroci se naučijo jebem ti mater, pa ko ti je kurac, že mislim, da je to del učnega programa v vrtcu, a ne? A ni to? Vsaj mi smo tako imeli. No, karkoli, pa kajenje odvrženih cigaretnih ogorkov. To je vse, to spada. Pa pri 14 tvoja prva pijanica, pa pri 18 imaš pa že 2 otroka, ne? Slovenska pot, to so slovenske sanje, kakšne ameriške sanje, Ok, teme, da nam zapravilo. Moj spomin, ste videli, o čem govorim, v glavnem mojem spominu, če sem spomnil tega, ne? Dobre fore, još. Tiho. Nočne more, frustracija z sanjami, z seksi sanjami, ostali slovenski podcasti, Abanet, sem zdaj, ko pomislim, gre na živce, pa kozmopolitan.si. Jošt prebere in objasne. Ne? Da, ja, berem Kozmo, jebi ga. Kaj? Včasih kaj pametnega povejo, oziroma sem zato, da malo objasnim tem babam, kako moški razmišljajo. Ne? Zato, ker dejstvo je, da babe pišejo članke o tipih drugim babam. In, sorry baby, se zdi fajn, pa lepo napišete, pa lepe barve uporabite, pa une flumasterčke, ki so shiny, pa sparkly, ampak še vedno nimate pojma, o čem govorite. Tako da, na srečo imate mene. Glas razuma, glas vodstva, številka 1 med slovenskimi podcasti. To je to. Gremo kar naprej. Moj spomin, pa začnimo. O čem sem govoril? Dobra fora. Jaz seveda, da vem, o čem sem govoril. Kaj imam jaz? Jaz imam res tako ful težave z mojim spominom. To sem že nekaj časa zdaj ugotovil in seveda, ker sem toliko genijalen in se razumem sebe, sem seveda nekaj v tej smeri naredil, ne? Zakaj nisem, zato ker sem po moje pozabil, po drugi strani pa se je še čas za to, ne? Zdaj imam še mlade možgane, ki se razvijajo in delajo vse dobro, tako da 5 točk zame, ampak v glavnem vse to imate tudi drugi, grem staviti, nisem edini, ne mogoče, da sem edini temu, ampak pozabiš imena. Velikokrat sem se že pogovarjal s kolegi, kolegicami in pač pozabiš kakšna imena, ne? Sploh dostikrat spoznaš eno osebo, se vidita, šejkneš roko, ne? Živo, bla, izmenjata se imena in mogoče čez pol minute si sam tako, ja, ta oseba je kul, ja, se tako štekava, ima kul razmišljanje in to, ampak kako je moje že ime? In dostikrat v takem primeru, še posebej, če je več ljudi, recimo, da ena oseba mogoče ima mene 40%, da si mu zapomnil njeno ime, ampak če sta 2, 3, 4, to procenti samo 10krat manj samo tol gre. In ponavadi, recimo, se grem ven s kolegicami, kolegi, spoznamo ene druge, ali pa se pomešata 2 skupini, a ne, dobim, predstavim eno bejbo, dostikrat, glej, tudi, tako vam povem, tudi če so hude bejbe, pa to, jaz bom dostikrat pozabil njeno ime. Ja, Jož, to je zig zato, ker jo v Jožki gledaš, pa ne poslušaš, kaj govori. Ne, to ni res, jaz se sprejemam celo kakršnakoli je. In ja, Jožke so tudi del tega, tako da, fooled you, v redu. Ok, ne. Pač dejstvo, da se spoznaš, a ne, zamigaš z roko, kako se temu reče, se rokuješ, bravo Jošt, se rokuješ in pač pozabiš in se pogovarjaš z eno drugo. In to je bilo glih zanj, enkrat sem spoznal eno punco, rečemo, da je ime Ana, ne, in itak sem pozabil njeno ime. In čez čas se pogovarjam z enim drugim tipom, od unga, ki sem ga glih spoznal, tako da še nekako vem ime, ne, recimo Rok. In se z njim pogovarjal, bla, ampak jaz se nočem z njim pogovarjati. Glej, tipi, vse smo fajn, pa vse, ampak če je ena huda bejba zraven, pa če je en tip, jaz sem hotel pogovarjati z eno hudo bejbo. Če že ne, samo zato, ker je huda, pa jo lahko gledam, ker je huda, ampak zato, ker se mi dejstvo ženske zdite veliko bolj zanimive, kakor tipi. Glej, to je pač moja preferenca, kaj. Don't judge me, ko sem jaz naštiman. Bog me je tako naredil. To je to. Jahve. Hvala Jahve. Ja, no, se pogovarjam s tem Rokom in se hočem z uno bejbo pogovarjati, ampak ne morem kar prijeti za njo, jo potrkati po rami pa reči, ej ti, kako pa si, kaj si že rekla, da študiraš, a ne, moram nekako zvedeti. In na srečo ta Rok je bil njen kolega in sem ga lahko njega direktno vprašal, sem že rekel, tako, ampak ne direktno uno, kako je že njej ime, ker sem pač včasih malo embarrassed glede tega, sem vprašal, tale tvoja kolegica, a ne, dostikrat če tako naredi, tleska, kaj je dobil. Tale tvoja kolegica, ne, mi je pa rekla, da se že kar nekaj časa poznata, kdaj sta se pa spoznala. In pol velikrat ono se reče tako, Ana,
Ja, za eno se bo znaš do in jaz sem tako, got it, stari stealth mode glede tega. Ali pa je mogoče pa glih obratno, dostakrat tudi zgodi se mi, da pozabim ime od frendice. Glej, pač včasih se zgodi, ampak res toliko stvari mi laufa po glavi, dostakrat tudi za ta podcast, ki se spominjam tem. In pač malo pozabim, moj spomin je defekten. To je, ne vem, letnik 92 spomin, namesto da bi imel svež 96-letnik spomin, če je to ok logično. In pozabim, in če recimo pa tega tipa ne poznam, ne? Recimo Ano poznam, Roka pa ne poznam in se že nekaj časa pogovarjava in jaz slučajno od Ane pozabim, ampak je na nekaj hočem vprašati. In ne moram iti do nje in reči, ej ti, ali pa včasih bi lahko rekel, bejba, ampak jaz se hočem spomniti ime, ki jo bom zdaj hotel še poklicati ali pa komu reči, ne. Ne moreš glih tam čez lokal reči, ej ti, pa se bo ona obrnila. No, mogoče v mojem primeru, ampak tako nasploh. In rečem pa Roku, ej Rok, ti izgledaš dosti cool tip, a si ti že spoznal mojo kolegico? On tako, ja, ne. Skoja, cool, dejva jo predstavim. In pol grem tja, ga privlečem in rečem, ej, dej da ti predstavljam mojega kolega. Ali pa, ej beba, dej da ti predstavljam mojega kolega. In pol je tak dam skup in se rokujeta, on reče, ej, živo sem Rok, ona pa, živo Ana. In jaz pol, got it. In to je to. Tako jaz skekam sam svoje možgane oziroma vse okoli sebe, da zgleda, da si zapomnim vse imena in nisem dementen debil. Tako da ja, to je ena izmed takih zadev. Ampak mogoče sem pa zato tudi tako dobre volje zaradi tega. Zato, ker tudi zgodb iz mladosti, otroštva mojega, jaz se ful stvari ne spomnim ali pa tako bežno. In lahko da je bilo, a veš, kaj pravijo, ja, karkoli je bilo tacga šokantnega zate, kar pozabiš ali pa zbrišeš iz spomina, ampak se pravim, jaz se ne spomnim, tako da niti ne bi mogel vedeti večine zadeve, ali pa one, ki so se mi zgodile, pa to sem vse unim osebam oprostil, pa to, ki sem se naučil, da tako najlažje pa greš naprej, živiš svoje življenje, ne. In spravim, mogoče sem zaradi tega tudi tako dobre volje, zato ker jaz pozabljam stvari, še posebej slabe stvari in se imam fajn, sem sam tako brez skrbi, laufam okoli, se imam fajn, uživam in to je to, sem tak sproščen, v momentu živim, to sem jaz, tak guru za boljše življenje. Vse to je tudi ta podcast, ne, vse to se je že vedel, ne, pušoš. V redu, to je to. Slednja, nočne more. To vam je pa rad malo povedal. V mojem življenju se jaz spomnim 2 nočne more, 2 taki specifični, ki je bilo povezan z neko osebo ali pa z neko obliko. Tisti, ki ne veste, en moj najljubši grozljivk je 2014-letnik Babadook, Mr. Babadook, in govori o enem takem strašnem možiclu, ki se vseli v hišo in potem te posesira in ubiješ svojega psa in svojega sina in bla. Ampak v glavnem, film je, se pravi, ful dober, ampak najbolj všeč mi je una knjiga, s katero ga prevabiš, ne. In je taka rdeča knjiga, ki je pop-up in je noter je pa na belih straneh vse z ogljem narisan in so te pop-up slike in je ful hudo, no. Tako da to priporočam, pa poglejte si, pogooglite, da boste videli. Mr. Babadook book. In 2 specifični nočni mori so se v mojem življenju ponavljali vsak otroštvu, ko sem bil mlad in susceptibilen takim zadevam. Jošt, velike besede. Jaz sem izobražen, glej. In ena izmed teh, prva, kakor se jaz spomnim, je bila Čarovnice. Ne vem, iz kje je to prišlo, tudi nisem maral grozljiv gledati. Ena je iz Tom in Jerryja. Če se spomnite, je bila ena izmed epizod, moj Tom in Jerry sem jaz gledal skroz. Odkar se spomnim, da sem gledal TV, pa po moje do 18. leta. Jebe še vse ostale stvari, jaz sem gledal Tom in Jerryja pa Looney Tunese. To je še vedno klasa zase, res. Pa staroži ne vem koliko časa, ampak bam, najboljš. No in tam je bila ena epizoda, ki sta bila Tom pa Jerry v eni hiši, ki je bila na nekem bregu samotna, ne? In sta šla tja in ali vsaj Tom je tja šel in si ga je zaposlila ena čarovnica, ne? In on je tako hotel leteti z njeno metlo in ona ga je lovila in coprala in bla, ampak una čarovnica, sem si jo zapomnil, kako izgleda, prav una creepy z unimi ogrci z velikim nosom, vse to. In kar še manj je pomagalo je to, da sem jaz imel eno teto, imam eno teto, no, ki zgleda tako kot ena čarovnica in mi smo se videli tako ene parkrat na let in takrat se prav spomnim, moj spomin, da sem imel ponovadi nočne more, še posebej, če se je bred z mano ukvarjala.
Ampak ja, te čarovnice, in meni je bilo to vedno creepy, vse, tudi Blair Witch, to nisem nikoli hotel gledati. Še zdaj mi je včasih, ko imam, ampak nimam več nočni mor. Kaj je bilo? Tokrat sem sanjal in sem se v bistvu jaz že to pripravljal na to. In enih sanj se pa spomnim, kako sem jaz premagal to svojo nočno moro, da sem se skrival pod eno čarovnico, ki je ukolaufala za nekim sodom, ona je ukolaufala in me iskala in se hitala, ona tako prav creepy, res. In jaz sem se spomnil, da sem se takrat v sanjah odločil, ne bom se več bal in to je to. In sem prišel vzad iz soda, ki je prišla glih mim in sem jo sam bam zabacil v faco. Čist sem jo razbil in sem tako, ne boš več, bla, bla, bla. In od takrat sem rešen te nočne more, se ne bojim več. Sem že sanjal, se spomnim o tem, ampak me nikoli niso mogle več ustrašiti. Tako da, to se to dela. Pretepil sem starejšo žensko. V sanjah, prosim policija, če to poslušate, v sanjah je bilo to, čarovnica je bila, tako da, v redu je. Druga nočna mora, ki se pa spomnim, je bilo pa, ko sem bil še majhen in sem hodil k verouku, verouk, Jošt, seveda, pobožen, Jahve se sem rekel. No, in tam so nas enkrat, ko smo brali, oziroma jaz sem še bil tak, da sem bral Biblijo, ampak je bila Sveto pismo za otroke. In not je bila ena zgodba, ki je govorila o Abrahamu in Izaku in temu žrtvovanju. Tisti, ki ne poznate to, je bil en Abraham, ki je imel sinove, en izmed sinov je bil Izak, ki je bil majhen in on je hodil neki slaviti Boga na to, čisto parafraziram, spomnim, če je taka, ampak tako se jaz spomnim, en hrib in Bog mu je govoril bla 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 in enkrat je Bog zahteval, da on žrtvuje nekaj in ga je vprašal Abraham, kaj pa, rekel svojega sina. In Abraham je bil seveda, kaj je to mojega sina, ampak ker se je seveda bal Boga, se je odločil, in je peljal tega sina gor tja na ta hrib in ga dal na oltar in ko ga je že hotel žrtvovati, imel že nož v roki in ga je držal, sin seveda, ti ne, prosim, pa se opravičujem, sin, ampak Bog hoče, preden ga je zabodel ali tam zaklal eno jagnje, je Bog poslal angela dol in je bil, stop, v redu, to je bil sam test, Zdaj si Bog je rekel, prank tja. In je poslal angela in je rekel, okej, sam hotel je Bog videti, če se ga ti res bojiš, če ga spoštuješ, če delaš po njegovi besedi. Tako da, kle imaš eno jagnje, pa to zakoli na mes. In Abraham je bil sedel, sin, nič ne piše pol naprej, ampak sin je bil 100% šokiran do konca življenja in nikoli ni več zaupal svojemu očetu, grem stavt, to so pa pač preskočili. Tako da in jaz sem zaradi tega, ker mi je bila taka šokantna zadeva, pa moj oče je bil tudi pobožen, pa včasih je bil ne glih duhovnik, ampak kaplan, še daleč, preden sem se jaz rodil, preden je spoznal moja mama, bejba, veš, pa ga je pa od Boga odvrnila, tako se to dela. No, in jaz sem potem sanjal, po tej zgodbi, ki sem jo slišal, da je moj foter mene to hotel žrtvovati na isti tak način, ampak za razliko od one zgodbe, ni bilo nobenega odprtja neba in angel prišel na Pegasusu dol in rekel, tukaj imaš jagnje, pusti svojega sina, mene je vedno fucking zabodel po njih sanjah. In jaz sem to sanjal tudi po moje par let, vsake toliko časa in takrat sem bil po moje tudi malo bolj tako strahospoštovan odnos do svojega očeta. Glej, jebi ga. Take so življenje, ampak tisto pa ne vem, kdaj sem prebolel. Mogoče čez čas, ko sem ugotovil, da je to Biblija pa te zadeve vse en bullshit, ki si je nekdo zmislil. Glej, še vedno jaz dam mad respect, zato ker to je še vedno najbolj prodajana knjiga po 2000 letih, tako da, bestseller, genialci so bili ti, ki so se to spomnili. Nikaj. V redu, naslednja, Pušoš. Frustracija s sanjami. Nismo še šli konc sanjami. Se pravi, to je točka 2.a. 2.b. Ja. Ste že imeli kdaj frustracijo s sanjami, še posebej za sanje? A ni to zanimivo? Takrat, ko imaš nočno moro, se une sanje ponavljajo, ali pa tudi, ko se zbudiš, cel zasopihan, prešvican, greš nazaj spat, se ponovi, in sad, ne, nočem, ampak še vedno tam ostaja, še vedno ti teži. Ampak kakšne sanje, ki so ti pa kul, še vedno doskrat je to seks ali pa kitajska. Posebej prej, ko sem bil mlajši, ker je bil seks sam tako tako nekaj, kar je bilo še nedostopno, ampak je bilo ful zanimivo, se mi je ful fajn zdelo, Mladi časi prvih erekcij. To si jaz štejo svoje življenje, ni štejo pred našim štetjem, po našem štetju,
pred Kristusom, po Kristusovem sistem, pa moje leta pred erekcijo, pa po erekciji. Tako. Zato, ker pa je začela ta spodnja glava razmišljati kot glavna glava, ne. Manjša, ampak bolj močna. Jebi ga, kako se to dela. Ok, šuš. Ja, ponovadi take sanje z seksom povezane. To je bilo takrat, se prav spomnim. In vedno, ne, ko je prišlo do neke tacke ali pa se je videl, da bo, vedno si postal tako, wow, kaj se, ne morem verjeti, da bo do tega prišlo, ta bejba gre dol. In vedno so pol tam neke ovire prišle vmes, ali pa si bil toliko vesel, da si se zbudil. In si se zbudil in si pol tako, ne, shit, grem lahko nazaj spat, prosim. Pauza, time out, grem za spat, pa lahko nadaljujemo. In vi tako vedno potem ni šlo. Ali je prekinal, se je nadaljeval, preskočil uno ali pa kaj. Kot da bi rabil nek subscription imeti, pa ga nisem imel za uno, ne. Kot te fucking oglasi na YouTube. Direkt takrat, ko je dober, ti prekinejo. Ali pa ti, hej, mimo vrste, hej, ceneje.si. Prosim. Nisem prišel sem do to, da gledam oglase, sem prišel, da mi ga nekaj pofaf. Ok, ne glih to, ampak je. Nisem nikoli opazil, da bi bili oglasi na porničih. Ja, so, ampak za porniče, tako da recimo, da je ista tematika, tako da oni imajo zrihtan. Lobi se YouTube, zgleduj se po porno straneh. Evo, to je moj top tip danes za YouTube in za te digitalne distributerje. V redu, nadaljujem. In to je bilo vedno toliko zafrustriran glede tega, ker ti si tako hotel uno zadevo, ne. Ti si rekel, jaz končno se je do te stvari prišlo, a lahko, gled, ta bejba je tukaj, je že na pol gola, a vam lahko povem, ena izmed mojih prvih teh seksi sanj. Bil sem na eni jahti, ne, seveda, jaz rich boy, in una bejba, ki je bila tam, je bila naga, in je potem prišla k meni in se je tam z mano muckala. Pa itak sem se zbudil čez par minut, ampak za un čas, ki je bilo uspešno, tista bejba je bila Rebeka Dremelj. Ja, Rebeka Dremelj. Tako da, to je bila pa, izgleda, moja prva taka seksualna sanjska avantura, ne. Ni bila ona tudi pri sanjski ženski, če je sploh obstajala sanjska ženska. Ne vem, iz kje sem njo pobral, ampak takrat se sprav spomnim, da je bilo to prve take mokre sanje. Pa tudi ta koncept mokrih sanj, jaz nikoli nisem točno razumel. Zato, ker mislim, da sem imel mogoče samo enkrat, ponovadi si imel pa sam stifija, ne. Si delal z rjuho šotor, ne, si šotoril tam pod hajcu z polenom. To je to, nikoli pa da bi tako imel. Ampak ja, to je samo moja. Pa enkrat v življenju, glede, ko se že glih v sanjah pogovarjamo, sem imel une lucid dreaming, se pravi sanje, ki se jih zavedaš, ne. Ko si not, pa tako jaz sanjam, zdaj pa lahko delam karkoli. In itak, tipično, kaj sem naredil? Je Superman varianta, ne letet. Nikoli nam tudi tega pozabim, ampak feeling, ko letiš okoli, pa to, res. Sem se že hotel pozanimati, kako to delati, a ne, kako to še sanjati večkrat. In mogoče bi dal bolj zaradi, kakor da imaš podaljšano življenje. Veš, če že spiš 8 ur, imaš pol samo 16 ur v dnevu, ne 24. In če bi lahko še 8 ure adaptiral svoje življenje, kakor da nekaj aktivno delaš, bi bilo po moje kar kul, ne. Tak Sherlock Holmes varianta. Da imaš še ta del povezan s sabo, ne, da ga lahko uporabiš za eksperimente, razne zadeve. Pa v sanjah tudi recimo, da ni raznih, kako bi temu rekel, ni repercussions, to, ne, če me štekate, kaj s tem mislim. Ok, naslednja tema, slovenski podcasti. Zadnje par dni sem malo raziskoval teh podcastih, ki mene vedno zanima, ne, moja konkurenca, ali pa kako je sploh v bistvu pri nas ta tematika, kako delujejo te podcasti, na katere teme imamo. In je ena cool stran, bom dal link tudi spodaj, ki se imenuje podcasti.si, podcasti.si, in kaže seznam vseh slovenskih podcastov, ki so gor. In ko sem štel, jih je približno 85, ampak realno aktivnih je 51, tako da ja, še vedno. In eni so že ful stari, tako kot recimo Radio Gaga, eni so pa čist novi, ki so mogoče 1-2 meseca nazaj prišli, tako kot yours truly, pušaš ti mene z Joštom, številka 1 med podcasti. Ok, in vam bi raz sam predstavil, ker sem šel čez vse, ker me je zanimala, ne, kakšno vsebino predstavil, kjer so meni najbolj všeč in mogoče ta čas, ki se še moj razvija, ali pa če rabite še kakšnega slovenskega, lahko poslušate tudi kakšne izmed teh. Vam pa povedal, kaj je tema in kako se mi zdijo. Tako da, prvi podcast, te se top 7 sem naredil. Se pravi, prvi podcast se imenuje Bitni pogovori
in sta dva tipa, ne bom imen pa to govoril, lahko se sami pozanimate, pogledate na tej strani. V glavnem bitni pogovori in govorijo o tehnologiji. Apple, razen Google, to novice, recimo K-Uni, ki jih poznate, kakšni mogoče Unbox Therapy, NKBHD, TechCrunch, bla bla bla. No, na to foro, ona dva premleta, sem dal v slovenščini vse in sta dosti zanimiv par, imata dosti kul zgodbe, dosti zabavno se tudi zdi, no, tako da to je eden izmed teh. Naslednji dvokorak, šport pa basket. Skupina fantov, pogovarjajo se o basketu, o raznih temah, se zabavajo, pa to zelo kul, smešen. Jaz sem ponavadi gledal take, ki niso sami informativni, ampak so še smešni zraven. Lahko noč otroci, to lahko sklepate, kaj je to, je na RTV že ful dolg časa program, ki govori otroške zgodbe, ponovadi so kratke, 10-minutne in so razne pravljice za lahko noč. Mislim, da sem jih še jaz poslušal, ko sem bil majhen, ko smo se z avtom peljali domov iz morja za obiskov, tako da ja, odlično. Naslednji je številka 4, Maribor, Štajerci. Glej, kaj vam ne rečem, ampak meni je že nasploh štajerski naglas ful smešen. Jebi ga, pač smešen se mi zdi. In te so pa še kar v redu, imajo kdaj teme. Mislim, da so tip, ena ženska pa še en tip. In imajo tudi zabavno. Mislim, da so se glih v eni zadnji epizodi pogovarjali. Ne, to niso te. Ampak ja, no, v glavnem, ful so tudi zanimivi, pa če vam je tako kot meni všeč, pa smešen ta štajerski naglas, ali pa če si štajerc, pa hočeš nekaj štajerskega, Maribor se imenuje. Naslednja, številka 5, obod. O.B.O.D. Mislim, da je to tako kot agenti Shielda. Mislim, da je to v zvezi to. Shielda od Marvela, una tajna agencija, Marvelovi filmi, se pravi Avengersi pa to. Mislim, da je to. No in v glavnem tipi so, govorijo filmi, serije, igre, razne te zadeve. Tudi ful zabavno, ena izmed se zdi, teh zadnjih epizod je bila o Terminatorju in so tukaj imeli, kako bi Terminator, ne, I'll be back. Kako bi tukaj Švarci zvenel po štajersko. Drž mi špricer, prijem kuj. Nekaj na to foru, ne, glavnem, jaz sem krepnil, ko sem poslušal. Tako da definitivno obod, zakon. Naslednja je bolj tako za podjetnike, pa tako podjetniške skrivnosti od Filip Peska. On je cool tip, sem tudi že njega malo stvari gledal na netu, takrat, ko me je še malo bolj biznis zanimal, oziroma takrat, ko sem tudi gledal, kaj je na slovenskem, tak različna ponudba in podjetniške skrivnosti. On govori tukaj razne teme o, se pravi, podjetništvu, a ne marketing, team building, take zadeve, prodaja in to. Super tip, obvlada, kako dela Filip Pesek. In še zadnji, ki sem ga dal, je pa Radio Gaga, ki sem že prej rekel. Ful stara ustanova, še tisti, ki poznate Sašo Hribarja, je včasih imel Hribar Show, se mi zdi, da se je imenoval na netu, taka pogovorna oddaja, zdaj imajo samo radio na RTV-ju in še vedno delajo satirično oddajo, tudi zabavno, glih prej sem en klip gledal, mislim, da lanski od Šarca, ki ga eno ponaša, ne, on ima tak ekipo, ki se potem satirično med sabo spadajo ali pa imajo različne vloge. In mislim, da je bilo Šarca, ki je govoril, pizda sem slab o tem, ne spomnim se, kaj je bilo. Nisem se gonil, se mi zdi, da je bilo to. Ker nisem seksa, ne, in itak ga ti ponaša, jaz sem krepavo, ker sem to poslušal, mogel sem takoj bratu poslati. Vam bom dal video v linku spodaj, tako da ja, da veste. In to je to, dejavnih je 50, Slovenija zgleda ima neke ponudbe, kar je super, imate tudi ful ostalih različnih, kakšne znanstvene bolj, kakšne pogovorne intervjuje, pa to, ampak te so meni osebno top 7, ki so meni bili všeč, pa seveda še eden izmed teh, številka 8 ali pa številka 1, Požušti mene z Joštom. Edina, ki je v bistvu taka monolog epizoda, sem videl še enega tipa, ampak je ful monoton, tako da glej, o tem sem večkrat zmagal, no, sorči tip. Ne, se ne, tudi v redu, bolj na filozofijo gre, ampak jaz pa tukaj malo bolj pogovorno in to in meni je to všeč. Hvala vam še enkrat vsi, ki poslušate, to je to so te podcasti. V redu, naslednja, Abanet. Nisem mislil, da bom o tem govoril še danes, ampak en kratek rentič, da povem. V glavnem, zdaj se mi to že 2 dni zadnje dogaja, ne dobivam fucking SMS-ov. Glej, ta Abanet skozi updateajo. Res vsak vikend ali pa vsake toliko časa, ja, da vam malo bolj zrihtamo, in itak jaz to pozavam in se ne morem prijaviti, ne morem gledati. In zdaj, ki je sploh mraz sezoni, a misliš, da se meni da iti ven do bankomata, zato da pregledam stanje? Ne, a ne. Kaj, jož, zakaj pa nimaš Abamobija zrihtan, boš imel telefonno aplikacijo. Ja, se je to sem šel danes zrihtati, tako da, lahko ne težiš, prosim. Lahko, to sem končno šel. Ampak se še to mi ne dela, zato ker je nek problem z mojo številko.
in moram jutri klicati, da ugotovim, kaj je ta zadeva. Zato, ker mi ne pošilja več unih SMS-ov za aktivacijo, ker mi gre tako tudi na živce. Pač ja, razumem, en korak več varnosti, ampak glej, za drobiž, ki ga imam jaz na banki, za živež, za unih 10 burekov, lej, mislim, da mi je tudi vse na koncu. Ampak prosim, ne mi nobeno krast, ok, hvala. V redu, in to je to. To je kratek rant, ne ta banka, prosim, zrihtite to, da jaz lahko vidim svoje bajne pare. Ok, in zdaj pa še zadnji segment, ki še nisem niti noben tematiko, mislim, ga nares bolj redenga, ampak recimo kozmopolitan.si Jošt prebere in vam objasne, kaj govorijo in kaj mislijo ženske slovenske. To je bil po mojem najbolj grozen intro za nek segment, kar sem ga naredil. Ampak je bi ga. Glej, kaj. Ti sam pošuš, ne se obremenjevati s tem, da jaz to pogledam. Ok, sekundica, da najdem ta tebič, pa da snema v zadnji, cool. V redu, da vidimo. Ok, prvi članek, ki sem ga opazil, je teh 7 stvari večina žensk svojemu dragemu spretno skriva. Klepajo tudi ti. Wink, wink, wink. In 7 skrivnosti in potem še skrivnost številka 7 mu povej še danes. A ja, zakaj jaz berem Kozmopolitan pa to, skoraj sem rekel, požušti mene, Kozmopolitan. Vsega drugače niti ne berem, ampak se mi vedno zanimiv edin ta oddelek, ki govori o moških in kaj ženske pišejo njihove ugotovitke o tipih. Zato, ker sem tudi že bral kakšne forume o tipih, ki se pogovarjajo o ženskah, pa si razglabljal in sem sam tako nimate pojma. In velike verjetnosti je tudi v drugi smeri, za ženske, da nimajo pojma o tipih, pa to, kaj se dela. Cak, gremo kar počas. Ženske so nam zaupale. Prva številka, ki lahko svojemu dragu mu spretno skriva pred njim, samozadovoljevanje. Riba šmucko, no, to. Riba šmucko. Božo šmuco, ja. No, verjemi, da tega res ne rabiš skrivati. Odlično je, da se igraš sama s sabo, saj na tak način spoznavaš svoje telo in ugotavljaš mesta, ki ti prinesejo največ užitka. Ko jih sama dobro poznaš, jih je veliko lažje pokazati tvojemu dragemu. Čak, to piše, ja, itak, glej, bom kar že začel takoj. Ej, punce, zakaj pa ne? Vsi se zavedamo, da masturbiramo. Tipi ženske, to, Mogoče je še vedno z kakšnim tipom, tako, ja, to vi babe, to tudi delate, ja, dodaj, itak da. Se morate dati ven napeto energijo, pa to, malo vode. Treba dati napeto energijo in to je ena izmed boljših naravnih zdravil, ki jih imamo sami v svojem telesu. Bam. In kaj pa piše, ko jih sama dobro poznaš, ko jih sama dobro poznaš? Svoje dele telesa? Čeprav vsak sama dobro poznaš, ko jih sama dobro poznaš. Pa to je množina ali pa dvojina, se pravi Joške, Muca, ja, pa še ta zadnja luknja. Kaj? Anus. Anus še preveč strokovno sliši. Danka? Ne, Danka je zadnji del črevesa, pa preveč se sliši kakor prebivalka Danske. Ritnice? Ja, jaz pomislim na ritnice, se mi zdi sam za prdenje, pa to, tako da, pa nekaj, ki se vlaga nabira, pa švic, tako da, tole glih ni seksi. Recimo, Muca pa Joške je ta glavne zadeve, to, kar tipi opazimo, rit, celotni rit, recimo, eni smo pač nori na riti, eni imajo bolj všeč Joške, eni bolj všeč riti, eni pa vse skup. Tako da, ja, kot sem rekel, bebe, samo zadovoljevanje. Odlično, tipi bomo ful veseli, da to slišimo. To povemo, da sama veš svoje telo in lahko si tudi sama, ki vmes pomagaš, veš, med tem, ki seksamo. In to je to, To je najboljš, kakor pa, glej, veš, koliko nam pomeni to, da nisi samo kos mesa, ki ležite tam in mi pritiskamo svoj pelvis ob vas, Glej, pač, tudi če se samo oglašate, jaz hočem, da me ti primeš za moj rit v zadnji, da mi pokažeš, da ti je cool, ne hočeš vseb, da mi spraskaš hrbet, da ko gremo v kopalnico, rečem, kva me v zadnji neki peče, pogledam in imam razpraskan hrbet, mogoče mi je malo bed, ampak hkrati bom pa sam tako nice, zgleda, sem bil dober v posli,
tudi če si ti sam hotela nekaj spraskati, zato ker ti je šlo na živce, ali pa kaj, imela slab dan, jebi ga. Ok, naprej, številka 2. Dlačice na obrazu. Sej ni slep, tudi ženske imamo dlačice na obrazu, ki se jih odstranjuje na različne načine in bolj ali manj uspešno. Če spadaš v tisto skupino žensk, ki ima tudi po obrazu močnejše dlačice in te to zelo ne moti, se lahko odločiš za laser, ki ti popolnoma varno odstranijo. Ok, spet bom iz čisto zasebne strani povedal in jaz si te govorim za množico ljudi, zato ker sem glas razuma, glas vodstva, poslušajte mene, številka 1. In ja, dejstvo je, da mehne dlačice pa to, mislim zdaj, če glih nimaš neka steša, zdi se že videli kakšne starejše gospe, ki se opustijo in imajo pravne črne brke, ki se naredijo, ja, je kar, mene kar zrajca, ko to vidim. Ja, moj gavtanc, ki hočem bruhant. Ampak ja, mogoče, če bi bila v burki, pa bi opazil to, zato ker bi se sam tvoja faca videla. Ampak, če imaš tako seksi mačko, prijete hlače, pa to, verjamem, jaz ne gledam pod tvojim nosom ali pa okoli tvoje brade, ja bi ga še posebej pol, ki je tema, pa to sploh ne opazi. Ti bo mislil, da je lase po lupčku ali pa kaj takega. Lahko imaš Hitler stash, pa ne opazil, tako da lahko si kot Super Mario, pa po moje bo mislil, zgleda sem že na muci. Ok, cool, gremo naprej. Še vedno te obožujem, ljubica, tudi s tvojimi Hitler stashi. Tudi ti moj mali Mario. Prevlada v posteli, številka 3. Seveda moški radi dajo pobudo, ko pride do seksa, a lahko jim obrneš cel svet na glavo. To v zelo pozitivnem smislu, če dominantno vlogo prevzameš kar sama. Obnorela ga boš, moj bog! Ja, spet, fajn je biti tip, fajn je biti dominanten, fajn te je prijeti za vrat, pa te nažgati, kako je treba, pa da se ti vidi, kako ti oči nazaj zavrti, ker ti je to knoro dober. Ja, to se definitivno strinjam. Ampak včasih, ko me zgrabaš, ko me ti postaviš, me prevrneš na moj hrbet in se gor usedlaš in me primeš mogoče tudi za roko v zadnji, tako kot bi te jaz, če bi bil na tebi, pa ti pa mene tam z entuziazmom, če sem sam tako, damn girl, I want some more of that shit. Definitivno se už postavlja 100 km narazen od vseh onih punc, ki so sramežljive ali pa ne vejo, kva delajo. Tako da, definitivno to. Bebe, top tip, res. Top tip za tipe. Slednjo, številka 4. Teža. Tvoja številka kilogramov jih ne zanima. Verjemi, niti si je ne bojo zapomnili. Obljubimo. Ok, tukaj je bolj drugač. Ampak relativno gledano, kar se tiče seksa pa to, večini tipi bo vse, tudi če si malo bolj debela, tudi če imaš malo več kilc, ne bomo zdaj neki ovinkarali, jaz sem seksu že z Uber, suhimi model varianta, pa z bolj orang babami in moram reči, da odvisno je od osebe, tako kakšna je, pa tako, ampak nasplošno, ne vem, včasih mi pa še veliko zaprijet, pa joške, pa riti, včasih je pa una likalna miza tudi fajn. Zato, kaj lahko primaš, pa jo neseš kamorkoli hočeš, recimo. Tako varianta. Ampak ja, drugače res. Nas ne zanima, mogoče pa če se glih spoznate ali pa kaj, mogoče glih nisi tip, mogoče bo mogel na začetku tip, mogoče bo mogel malo več spiti prej, da bo izgledala bolj potem, kaj je ena taka sočna breskvica. Ampak glej, odvisno je. Glej, če te ne bo sprejel tako, kot si, itak se nimaš kaj obadati z njim. Jebi ga. In preveč tipov, preveč opcij imaš, da bi se zaradi enega tam sekirala. Jebi ga, glej, ti se zavedaš svoje vrednosti in to je to. Ti veš, kaj si ti želiš, kakšne ti hočeš osebo, ki te spoštuje, ki se imate dober. In ja, definitivno ste ene, ki ste malo bolj okrogle, pa to, še jaz sem sam tako, seksi za obnoret. Ok, številka 5. Prdenje. Res je, ni najbolj damsko. Sploh pa ne v javnosti, ampak kdaj se pač to zgodi. Tvojemu dragemu bo takšna situacija smešna. Najverjetneje pa se ti bo kar pridružil. Ok, to s prdenjem je pa čist osebne raven, še najbolj tukaj. Naprimer, v mojem primeru je lahko kdaj čist
kdaj pa samo ono, fuck no. In na srečo se mi to ni zgodilo fulkrat, naprimer, če se muckava, pa sva podeko pa to, pa da bi imel slab dan, pa da bi mi ti tam prdnila v spot, jaz bi te moje zbrco dol s kavča. Lej, pač takrat bi mi bilo dosadno, pa bi rekel samo na zdaj mi še kle smrdiš, že tako imam slab dan, probleme v mojem življenju, pa mi pa še ti kle smrdiš dodatno, ne rabim. Kdaj bi se pa po moje, sploh če smo malo napiti, pa to se bavamo, da mi ga prneš, jaz bi to mislil, da je nekaj najbolj smešnega in bi te sam še bolj rad imel in bi se ti po moje še pridružil, da bi en duet naredila, ne. Tako da ja, čisto odvisno se pravimo tipov. Eni čist ne, eni čist ja, moraš pač preveriti unga tipa, kako to deluje. Ampak do zdaj so kar v redu te, kar v redu, moram pohvaliti. 6. Vse lahko narediš sama. Tega res ni potrebno skrivati, tudi za voljo njegovega ega, ne. On se sam to tako ali tako ve, če tudi ne pove na glas. Samozavestne bejbe, po moje ena najbolj seksi stvari, kar imate lahko ženske. Samozavest za stvari, ki jih opravljate, zato res plus to, da boste vse one pičkaste tipe boste odstranili, tako da super, take ne rabite imeti. Pa vse one fuckboje pa to boste tudi odjebali, zato ker je videl, da vas ne more okoli prenašati, zato ker imate svoje stvari, svoje urnike, svoje zadeve in ste fokusirani na svoje plane in ja, boste vedeli, kaj hočete, ne. In v takem primeru, stari moji ženski, ki vejo, kaj hočejo, to je meni osebno nekaj najbolj seksi od vsega, res. Bolj kakor kakšne ful obline pa obraz, kjer je kakšna huda ženska. Kjer je v bistvu med, kakšna Adriana Lima pa to, ja, Victoria's Secret, to je moj standard. Ampak ja, kaj tacga, v takem primeru, bolj kakor vse to, ona samozavest, da delate nekaj, to je meni nekaj najbolj cool poslušati žensko, ko govori o njenih projektih, pa kaj zanima, sem samo tako, ja, you go girl, življenje imaš, držiš ga v svojih rokah, nisi boga punčka, boga atina punca, ki ne more nič delati sama zase. Ne, jaz ne rabim, da mi ti konstantno pišeš pa kličeš pa to. In to je glih naslednja točka, da povem. 7. Potrebuješ ga. Tole je zelo pomembno in tole mu poveš še danes, nič sramotnega, kvečjemu je odraz prave ljubezni. Lej, tip, ki mu rabiš povedati, da ga potrebuješ več, kot ne vem, enkrat na teden, je tip, ki ima prenizko samozavest, tako ti povem. Tip bi mogel biti isto, samozavesten, delati svoje projekte, vse to. Lej, njemu je cool, če ti ve, da ga podpiraš, rečeš, da je podpiran te, jaz vem, da boš ti naredil kaj najboljš, če je seveda v zvezi z vama skupaj povezan, da še tebe vključuje, ne da te obravnava kot njegovo partnerco, ampak ne rabiš mu pa zdaj skozi, pa pogrešam te, ljubi, kje si, se bo danski družba, meni je to že, to je meni osebno, je to tako zadušljivo, a lahko daj jaz moram dihati, prosim, a lahko spizdi. Ja, in to je pri meni zdaj, tako da, easy, glej, bože. Jaz sem najbolj vesel za take spontane zadeve, ki se zgodijo. Mogoče kaj planiram pa to, ampak ki se bolj tako naravno, spontano zgodi, je veliko bolj, zato ker ne pričakuješ, ne kot presenečenje. V življenju je premalo takih presenečenj, vsaj za večino. Preveč je ti bedne rutine, unga služba, ki je ne maraš, sodelavci, ki so ti mogoče težni, pa to ne, meni je všeč taka nepredvidljiva zadeva. In ja, seveda, se pravim, odličen, povej, potrebuješ ga, ampak tako, enkrat na teden, kaj dacga, po možnosti, moraš to, da mu poveš, kaj naredi, pet dol na njega. Premalo punc, Tom zdaj povedal, top tip za ženske, evo, številka 8. Premalo punc je takih, ki znajo fafati. To je dejstvo. Izučite se, ne vem kako, probavite na bananah, na kumarah, na ne vem čemu, enkrat, ko vaš spi, ga malo zrajcite, pa zmerite, pa pogledajte, kako približno izgleda njegov, pa kupite ne vem korenje, ki je take podobne, ali pa bučke in pol na temu testirajte in se učite, ne vem, na YouTubeu, na porničih, kjerkoli, ampak prosim, to je za tipe je nekaj najbolj norga, dejstvo je, da premalo žensk ve, kako dobro fafati, dejstvo je. To ste naredili, tako obdržite tipa, to me spovem, to obdržite tipa tako, bolj kot svojo pizdo, bolj kot svojo muco. Vaša usta so vaš največji dar, ki vam je Bog dal. Ampak ne zagovoriti. Ok, pauza, konc, v redu, to je to. V redu, evo, cool. To je bil segment kozmopolitan.si, Jošt prebere in objasne.
Odlično, to je to za ta podcast. A smo bili pridni, da gledamo, okoli 50 minut, zakon. To je to, mislim, da danes je bila kar uspešna epizoda, veliko zanimivih stvari, veliko smo se pogovarjali, veliko vam je Jošt povedal, vaš guru, vaš vodja, to je to. Poslušajte mene, podcast številka 1, tako kot sem že velikokrat povedal. Gremo naprej, ta druga epizoda ta teden. Upam, da se imate fajn, upam, da uživate v tem, kar delate. Če pa ne, se pa potrudite, da ste vsaj najboljši v tem, kar trenutno delate. Se boste vsaj nekaj od tega naučili. Ok, čau, bav, boš muco polizal. Bom, seveda, vedno. Ker sem a gentleman. Ajde, čau. Poslušajte mene z Joštom.